Ja, mi te številke dnevno javljamo na Ministrstvo za zdravje. V bistvu v roku 3 tednov smo zdaj tja napotili 10 bolnikov. Moramo se zavedati, da so to bolniki, ki so resnično simptomatski, a ne delamo telefonsko triažo. Takšni, ki že imajo več dni težave, visoko vročino in smatramo, da rabijo zdravstveni pregled. Več imamo tistih bolnikov, ki jim svetujemo samoizolacijo, se pravi, da ostanejo doma, neko samozdravljenje. To so tisti z sumom, tudi sumom, ki nimajo tako hudo izraženih simptomov in pa tisti, ki v bistvu so bili v tesnem stiku. Teh je bilo v tem obdobju 72. Ja, glejte, imamo 2 delovišči, za tako imenovane čiste bolnike, se pravi tiste brez suma. Za ta primer v našem zdravstvenem domu imamo ustrezno primerno zaščitno opremo, medtem ko naši zdravniki se vključujejo tudi v delo v vstopni. Tam si pa želimo, da bi bila zaščitna oprema boljša. Težave, pritiski bolnikov so bili tudi pred korono, zaradi nezadovoljstva zdravstvenega sistema kot takega, to se ni nič spremenilo. Pritiski se kažejo v smislu želje po raznih preventivnih staležih, ali na željo samih ljudi, ker imajo doma koga, ki je iz rizične skupine ali so sami iz te rizične skupine, kako ne rečem, ljudi, ali pa mogoče tudi na željo delodajalca, da jih ne želi brez potrdila testiranja nazaj v službo, razne želje po zdravniških potrdilih za čez mejo. Ja, glejte, ne samo primarno, tudi sekundarno zdravstvo že od prvega dneva v bistvu dalje trpi. Namreč moramo se zavedati, da ljudje imajo še iste težave, kot so jih imeli pred tem. Infarktov je isto, število novo odkritih rakavih obolenj bi bilo isto, vendar je dostopnost do storitev bistveno slabša. In iz dneva v dan se v bistvu, kako ne rečem, stres in težave za bolnike in tudi za zdravstvene delavce za nas stopnjujejo. Tako da ocenjujem, da v roku naslednjih 3 tednov je tisto ključno obdobje, kjer se bo pokazalo, ali so bili ukrepi, ki smo jih sprejeli, zadostni, ali bo prišlo do trenda upadanja, ali pa bomo na poti drugim sosednjim državam. Ko bo število okuženih pričelo padati, ne bo kar izginil. Tako da mislim, da v nekem kontroliranem območju je smiselno, da se določene zdravstvene storitve pričnejo izvajati počasi nazaj. Seveda se strinjam, da bolniške postelje ne morejo biti zasedene, ker bomo videli v 3 tednih, ali jih bomo potrebovali ali ne. Za bolnike s covidom je pa določene kontrolne preglede, ki pri drugih specialistih, ki zdaj se ne izvajajo, pa mislim, da, kot sem rekla, o ustreznem protokolu naročanja algoritmov bi to moglo začeti nekako delovati